Še eno skrivnost vam bom zaupala, ki se tiče odgovornosti do svojega zdravja. Jaz sem leta 1999 zbolela za ščitnico. To je bila posledica moje neodgovornosti do same sebe. Ko sem šla k zdravnici, mene je matral srce, tukaj not me je vse pritiskalo, slab sem se počutila, kar naenkrat sem se zredila. Zdaj nimam teh problemov, to je zdaj nekaj drugega. So bili hormoni v takem neuravnovesju, da je rekla zdravnica, vi imate samo še 3 mesece življenja. Takojšnja likvidacija ščitnice. Jaz sem šla domov, vsa pretresena, kako naj si pomagam, da ne bo treba iti pod nož. In ker stvarstvo, ko sem enkrat povezan z njim, vedno deluje, mi je prišla pod roke knjiga Hočeš biti zdrav, proč s kuhinjskim loncem. Gospa tamle dol kima, očitno pozna knjigo, napisal jo je Helmut Wandmaker. Zelo radikalna knjiga, ampak jaz se nisem dala zmotiti, sem pa vzela ven tisto, kar je bilo meni všeč in prav. In jaz sem se vrgla v post. Kljub temu, da mi je rekla zdravnica, samo še 3 mesece imate življenja, doma pa 2 majhna otroka. Da sem neodgovorna. V redu, sem rekla, raj umrem neodgovorna, brez noža, kakor pa da me pohabijo in sem cel življenje invalid na tabletah. Kaj bi se zgodilo v današnjem času? Zaprejo ti lekarne, ti se pa lahko šljiviš. In po 8 dneh strogega posta, kjer sem pila samo prekuhano vodo in uživala sok iz citrusov, zjutraj limono, opoldne pomarančo, zvečer pa grenivko, sveže stisnen sok. Ta prv z ene limone, pa z ene pomaranče, pa z ene grenivke, na koncu sem prišla že kar na konkretno na par limon in vam povem eno stvar. Ta prve 3 dni bilo najhujš. Lačen si, živčen si, prestradan, požrl bi celega vola, če bi ti ga en spekel. Ampak jaz sem vztrajala. Po 5 dneh se je zadeva umirila. In takrat sem prvič doživela delirij, da živim v raju na zemlji, ki ga prej nisem videla. V pol leta presne prehrane sem prišla k zdravnici, sva tudi imeli redno pregled za ščitnico. Prva stvar, kar je bilo, moja hipofiza. Iz 0,052, ne vem sicer kakšne enote imajo, tega hormona se je v 3 mesecih ta hormon dvignil na normalno raven. In meni je začel telo, ščitnico, srcem vred nazaj normalno delovati. Kljub temu, da mi je zdravnica uradne medicine dala samo še 3 mesece življenja. 21 let je od tega, nje stojim pred vami. Rabite še večji dokaz. Rabite še večji dokaz. Pejte sami vase, poslušajte svoje telo. Ta vam bo vse povedal in dal vse rešitve. Tukaj noter se pa začne naša odločitev. Ja, medicina, tako. Ja, pa ljudje, ko mu rečeš, kak se lahko pozdravi. Te pa, ko ga pa vprašaš, kaj pa to ni radikalno, če ti ledvico pa pol jeter odrežejo. Pa te pohabijo za cel življenje. To je radikalno, ne pa spremeniti nazaj ono, kaj bi mogel jesti, naravno. Tako je. Tako je. Mi izhajamo z narave, narava ne pozna kuhane hrane, narava pozna surovo hrano. Daj si videla, kero opico, da je šnop skuhala ali pa reči župe ali pa kaj jaz vem kaj. Tako je. Ja. Pa idi posadi bučno seme v zemljo, dobiš bučo ven, novo. Idi pa skuhaj to seme ali pa speči pa daj v zemljo, kao ždobla. In mi rabimo živo, ne pa mrtvo stvar v telesu. In zato smo bolani. Mi zdravnikov sploh ne rabimo, mi rabimo pamet. Tako je, bravo, bravo. Lahko rečem, sem to dejansko tudi vse živali, ko so bolane,
tudi domače živali nehajo jesti, mačke, psi in počakajo, da jih telo samo pozdravi. To. Hvala lepa. Zdravniki so banda. Ne, nisi smejati. Plačana banda, ki govori, da oni kdo govori o naravni medicini, alternativec. Oni so alternativa, ker naravna medicina je bila pred njimi. Torej niti ne vejo, kaj alternativa beseda pomeni. Serejo, zavajajo in tako dalje. Hvala lepa.